Okay, lepo pozdravljeni. Lahko prosim zasedete sedeže. Can you please take your seats? Thank you.
And the media, please take care. Media, prosim pazite, tlele bo prišla predsednica. And now I would like to welcome the President of the Republic, Nataša Pirc Musar. Pozdravljam predsednico Republike, Natašo Pirc Musar, podpredsednico Evropske komisije Vero Jourovo in ukrajinskega veleposlanika Andrija Tarana. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Antoni Taran. Okay, thank you. Dober dan, lepo pozdravljeni. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar, spoštovana podpredsednica Evropske komisije, gospa Vera Jourova, vaša ekscelenca, gospod veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, Andrij Taran, spoštovani gostje. Eno leto po začetku neizvanega ruskega napada na Ukrajino lahko rečemo, da je Evropska unija s podporo ukrajinskemu narodu v njegovem boju proti ruskemu agresorju pokazala enotnost in solidarnost. Unija je za Ukrajino do sedaj namenila okoli 50 milijard evrov finančne, humanitarne in vojaške pomoči. Nedavno smo potrdili že 10. paket sankcij, da bi še povečali pritisk na Rusijo. Vendar pa boj za demokracijo in svobodo ne poteka le v ukrajinskih mestih in vaseh, ampak tudi v medijih in javnem mnenju. Dezinformacijske kampanje vse bolj dopolnjujejo vojaške operacije, zato je ena izmed prioritet Evropske komisije preprečevanje širjenja lažnih novic, ki spodkopavajo demokratične procese in ustvarjajo umetne delitve v javnosti. Svobodni in neodvisni mediji so eden izmed najtrdnejših branikov proti dezinformacijam. Evropska komisija je lani predlagala Evropski akt o svobodi medijev, s katerim želijo krepiti uredniško neodvisnost, zagotoviti normalno delovanje javnim medijem in spodbuditi medijsko pluralnost. O vsem tem bo tekla beseda danes tu, na tej okrogli mizi v hiši EU. In vesela sem, da lahko v naši hiši, v hiši EU, pozdravim tako imenitne razpravljalce in zahvaljujem se tudi tistim, ki ste se pridružili nam v hiši EU, pa tudi na spletu. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Doktorica Jerneja Juk-Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Torej pozdravljeni tudi v mojem imenu na razpravi z delovnim naslovom Svobodni mediji, branik pred dezinformacijami v času vojne. Kot je bilo rečeno, pred dobrim letom je Rusija napadla Ukrajino. Rezultat so 100 tisoč mrtvih, več kot 8 milijonov razseljenih, milijardna škoda in uničenje. Hkrati ob tem teče zelo obsežna bitka za narativom, informacij ne manjka, ampak kako razbrati, kaj je res in kaj ne. Z gosti se bom pogovarjala o dezinformacijah, o propagandi, manipuliranjem z informacijami, predvsem v času vojne, in kakšno vlogo pri tem igrajo svobodni mediji ter kakšne odgovore ima na vse te izzive Evropska unija. Gospa predsednica, gospa podpredsednica, gospod ambasador, dobrodošli na razpravi in začenjam z vami, gospa predsednica.
Kariero ste začeli v žurnalizmu. Dezinformacije so z nami odvedno. To ni nekaj, kar se je pojavilo včeraj, ampak z družbenimi omrežji, s spletom so dobile strahovite pospeške. Kako velik problem se zdijo dezinformacije vam, a se vam zdi, da izgubljamo nadzor nad tem? Ja, najprej dober dan. Hvala lepa, Jerneja, za povabilo v vašo Evropsko hišo. Zelo vesela sem, da sem lahko poleg kolegice, gospe Vere Jourove, ki srečali sva se že kar nekaj let nazaj v Bruslju, ko je bila še komisarka za drugo področje, ko sva razpravljali o varstvu osebnih podatkov, o pravici do zasebnosti. Skratka, hvala lepa, da ste prišli v Slovenijo, gospa komisarka, gospa podpredsednica Evropske komisije. Kot ste sami, gospa Nataša, ugotovili, dezinformacije seveda niso nekaj, kar se je pojavilo danes in mislim, da se vsi skupaj lahko strinjamo, da so le hitreje distribuirane, kot so bile včasih. Če ima kdo čas in veselje iti v digitalno knjižnico slovensko, Narodno-univerzitetne knjižnice in bo prebiral časopise tam iz leta 1900-1907, zelo zanimivo branje. Videli boste, kaj se je že takrat dogajalo na tem področju. Danes z poplavo družbenih omrežij in ljudi, ki ne berejo več, bom rekla, institucionaliziranih, konzervativnih, klasičnih medijev, se je pa ta problem seveda zelo ojačal. Sama bi za svoja uvodna razmišljanja rada spregovorila o problemu vpliva dezinformacij na ljudi preko družbenih omrežij. Spomnite se, 5-6 let nazaj, oziroma še celo nekaj več, se je začela velika afera, ki se je reklo Cambridge Analytica. To je bil en tak prvi šok tudi za Evropo, Evropsko unijo, ko smo izvedeli, kako in na kakšen način lahko nekdo, ki naroči storitev tega velikega playerja, big data upravljavca, če želite, lahko vpliva na psiho ljudi. Kaj je naredila Cambridge Analytica? Ko je šlo za ameriške volitve, ko sta kandidirala Trump in gospod Biden, Trump pa Hillary Clinton, ženska je bila, tako se opravičujem, se je zgodilo sledeče. Cambridge Analytica je dobila tako imenovani backdoor entrance na Facebook, ne da bi javnost vedela za to, ne da bi bili uporabniki Facebooka o tem sploh obveščeni. Cambridge Analytica je profilirala ljudi po prepričanju, ali so bolj za demokrate, ali so bolj za republikance, in so seveda želeli vplivati na javno mnenje. S subliminalnim oglaševanjem, z razširjanjem tudi dezinformacij, so atakirali na volilno telo, ki je bilo obsežno, mislim, da je bilo 83 milijonov ljudi, ki so bili pod vplivom nekih zalednih subliminalnih sporočil, s katerim se da vplivati na volivce. Kar se tiče dezinformacij, zakaj sem vam povedala ta primer, je to nekaj, kar lahko najbolj škodi javnemu interesu, demokratičnemu ustroju držav, ki verjamemo v vladavino prava. In to je nekaj, kar Evropska unija zelo pozorno spremlja in dovolite mi, da na tem mestu lahko povem to, da sem neskončno vesela in zadovoljna, da živim v Evropski uniji, ki je vodilna na področju regulacije modernih informacijskih tehnologij in ozaveščanja praktično vsega ostalega planeta. Skupaj s Svetom Evrope in Evropska unija z regulativo, ki se pripravlja na naših tleh, postajamo nek zelo pomemben igralec na tem področju, kako in na kakšen način ozaveščati ljudi o ne samo dezinformacijah, ampak o pomenu razvoja digitalnih tehnologij in škodljivih vplivov, ki jih seveda na javnost lahko imajo. Bomo o tem še govorili, ampak čisto van, kako se velik problem vam to zdi? A delamo iz muhe slona ali srednje ali zelo velik? Ne delamo iz muhe slona.
Če bom imela kasneje možnost, saj upam, da bom še za en primer povedala, ampak to je problem. Saj je bil problem tudi 100 let nazaj, nič ne rečem, ampak zaradi hitrosti razširjanja informacij, zaradi vse večjega pojava tako imenovanega hibridnega vojskovanja, ki ga izkoriščajo tretje države proti državam, s katerimi se ne strinjajo, je to problem, o katerem ne samo, da je vredno govoriti, je več kot potrebno govoriti. No in zato tudi ta razprava, gospa podpredsednica Evropske komisije. Ruski napad na Ukrajino, se pravi, spremlja tudi obsežna dezinformacijska kampanja. Zdaj pa čist na pol osebno vprašanje. Kako vi ločite zrnje od plev? Se vem, tu nastopate v vlogi podpredsednice Evropske komisije, ampak kako gospa Věra Jourova ve ali pa se odloča, čemu verjeti in čemu ne? Thank you very much. Hvala lepa. No, najprej bi tudi jaz začela s tem, da povem, kako vesela sem, da sem danes lahko z vami in kako vesela sem, da se lahko pogovarjam z vami, gospa predsednica, in z vami, gospod veleposlanik. Kako sama opredeljujem resnico? Naj začnem z definicijo dezinformacij. Gre za preveljivo laž. Sama menim, da dejstva so dejstva, zato potrebujemo profesionalne medije. Novinarji so namreč tisti, ki lahko preverjajo dejstva in jih posredujejo uporabnikom oziroma bralcem. Dejstva so torej nekaj objektivnega in pripadajo vsem. Mnenja pa so individualne narave, so nekaj subjektivnega, zato vas bo morda presenetilo. Menim namreč, da dezinformacije niso nekaj, kar mi ni všeč. Mnenja, ki mi niso všeč, morajo ravno tako biti zaščitena na podlagi svobode govora. Zato skušam tu razlikovati. In to razlikovanje želim, da je vključeno tudi v različne dokumente, tudi v evropsko zakonodajo. Věra Jourova je Čehinja, ki je bila rojena na Čehoslovaškem. Moja domovina je bila skoraj 21 let pod okupacijo Sovjetske zveze in imeli smo samo eno doktrino, ki so jo narekovali iz Kremlja 21 let. Zato sem zdaj zelo, zelo občutljiva, ko gre za, kako naj to povem, resnično predlagam, da se ustrezno odzivamo na poplavo ruske propagande in dezinformacij. Gre za obilico informacij, s katerimi nas agresor zasipava. Te dezinformacije so seveda del ruskega vojaškega arzenala in dejansko začelo se je s priključitvijo Krima. Že od leta 2014 naprej spremljamo, ker pač zbiramo podatke in vidimo, da si je Rusija že zelo dolgo prizadevala in pripravljala teren za invazijo. Evropejce so skušali prepričati, da Ukrajinci niso narod, da so to ljudje, morda res ljudje, ampak da so to nacisti, ki si ne zaslužijo nobene zaščite. Putin je v to kampanjo vložil milijarde. Kampanja je bila bolj intenzivna v vzhodnoevropskih državah, morda nekoliko manj intenzivna na zahodu, bila pa je prisotna. Ta kampanja ni obrodila sadov, namreč takoj po invaziji februarja lani je podpora Rusiji upadla na 3 do 5 odstotkov, tudi v državah, ki so zgodovinsko gledano podpirale Rusijo. Zdaj smo se znašli v informacijski vojni. Narediti moramo troje: okrepiti boj proti dezinformacijam oziroma vojni propagandi. Zdaj imamo dogovor z digitalnimi platformami, da bodo spremljale svoj prostor in odstranjevale
očitne primere ruske vojne propagande. Druga stvar, ki jo moramo narediti, je, da moramo sankcionirati tako imenovane medije. Russia Today in Sputnik ne veljata več za medija, zato skušamo sankcionirati te tako imenovane medije, ne samo dva, ki sem jih omenila, ampak tudi druge. In tako imam tudi sveženj sankcij, ki vključuje tudi take primere. Tretja stvar, ki jo želimo narediti, pa je ta, da podpiramo ruske novinarje v izgnanstvu. Tiste, ki živijo v Evropski uniji, najdemo jih v 3 glavnih mestih, Pragi, Amsterdamu in Rigi. In sama sem podala pobudo, ki se imenuje Radio Svobodna Rusija. S pomočjo te iniciative pomagamo, spodbujamo novinarje za to, da pripravljajo vsebine in da so te vsebine na voljo na ruskem ozemlju. To je to, kar počnemo. Vloga neodvisnih medijev je namreč ključnega pomena. In ko včasih vprašam novinarje, kako nam lahko pomagajo, včasih slišim od novinarjev odgovor: želite nas instrumentalizirati. Jaz pa odgovorim da, ker moramo opraviti svoje delo in ljudem posredovati dejstva. Kar žolčne reakcije na to, kar ste omenili Russia Today in Sputnik kot državni propagandni mašini, sem videla že na družbenih omrežjih, koliko veliko všečkov ste dobili za to izjavo. Povejte, katere dezinformacije... Did I? Sem jih res? Big like. Vem, da sem iz Kremlja dobila velik všeček, ko sem februarja 2020 odkrito rekla, da sta Rusija in Kitajska tisti, ki proizvajata največ lažnih informacij in nam pereta možgane. In takrat sem bila uvrščena na seznam sankcioniranih oseb. To je bil ta všeček. Pred tednom dni smo obeležili prvo obletnico, žalostno obletnico napada na vašo državo. Kako ocenjujete, vemo, neke ocene obstajajo, kar se tiče škode na infrastrukturi, razseljenih ljudi, ubitih ljudi. Kako škodo ocenjujete zaradi dezinformacij? Well, first of all, let me greet. Najprej bi želel pozdraviti vse, vas, gospa predsednica, in vas, gospa podpredsednica. Hvala, da smem danes biti tukaj. Gre za zelo pomembno vprašanje za našo državo. Že od samega začetka te grozovite vojne smo opažali posledice ruske uporabe dezinformacij in propagande proti našim državi. Moram reči, da sem že pred začetkom vojne spremljal, kako izvajajo propagando. Propagando so zelo dobro izvajali v svoji lastni državi in vidimo lahko tudi, kako uspešna je bila ta kampanja po odstotku podpore tej strašni vojni v Rusiji. Ruski propagandi se enostavno ni mogoče izogniti. V vsakem mediju najdemo to propagando. Enostavno so jo razširili vse povsod. Propagando in dezinformacije najdemo povsod. Še zlasti so jo skušali vsiliti svojim prebivalcem. Rezultate dezinformacij in propagande pa smo prvič videli že leta 2014. Včasih je bila ta propaganda zelo neumna, ni bila vedno zelo pametna ali prebrisana, ampak ljudje so verjeli. Včasih so nam skušali dopovedati, da oni niso prisotni na terenu. Ljudje, ki so nosili oznake, niso ruski vojaki, to so neki drugi ljudje.
Na ta način so skušali tako imenovane poslance prepričati za to, da bi glasovali za to, da se Krim razglasi za del Ruske federacije. Očitno je bilo, da je šlo za dezinformacije, za propagando, ampak prebivalci Rusije so to verjeli, zato ker enostavno verjamejo vsemu, o čemer poročajo ruski mediji. Za nas je bilo zelo pomembno, da svetovni skupnosti pokažemo resnico, da povemo, da to, kar ruska stran predstavlja, ni resnica, da so to dezinformacije. Potem smo imeli velik val dezinformacij tudi v Donbasu. Tam smo videli, da so nenadoma kmetje, rudarji od nekod dobili orožje, težko artilerijo, strojnice, zato, da so se borili proti redni vojski Ukrajine. Razlaga, ki smo jo slišali, je bila po mojem mnenju neumna in nerealistična. Rekli so, da so očitno tej kmetje in rudarji od nekod dobili to orožje, ga nekje kupili, ga našli v rudnikih in prebivalci Rusije so to očitno verjeli. Potem je tu še ogromno grozovitih zgodb o tem, češ kako kruti so ukrajinski vojaki oziroma ukrajinske oborožene sile. Morda se še spomnite zgodb o tem, kako da so križali dečka. To informacijo smo prebrali v ruskih medijih. Šlo naj bi za 3-letnega dečka, ki so ga Ukrajinci križali. Drugod smo brali, da je bil ta deček star 6 let in celo ruski mediji tej zgodbi niso verjeli. Ampak zgodba je bila organizirana zato, da bi pokazali najprej ruskim prebivalcem in nato vsem ostalim. Poglejte, Ukrajinci so resnično kruti ljudje. Ljudje, ki delajo proti celotnemu človeštvu. Takrat je po mojem civilizirana javnost prvič ugotovila, da gre za vojno propagando in dezinformacije. In takrat so zahodni novinarji prišli v Donbas in se hoteli prepričati, kaj se tam dogaja, kdo se v resnici bori proti redno oboroženi ukrajinski vojski. Lahko bi vam dal še en primer tega, kako uspešna je bila propaganda oziroma kako ni bila uspešna. Takrat sem bil prvi namestnik poveljnika kopenskih sil ukrajinske vojske in takrat so me poslali v Donbas, kjer sem vodil ukrajinski skupni center za kontrolo in koordinacijo. Vloga tega centra naj bi bila ta, da preverja, kako se izvaja sporazum iz Minska, kako obe strani izvajata ta sporazum, tako Rusi kot Ukrajinci. In da bi preverili to izvajanje, so vključili tudi ruske oborožene sile. Vodil jih je ruski general. Ko so videli, kako uspešni smo bili v svojih prizadevanjih, ko smo skušali predstaviti resnico o tem, kdo je kriv za vse kršitve sporazuma iz Minska na območju Donbasa, takrat so me ruski mediji opisali za vojnega jastreba. Takrat so me skušali diskreditirati mojo vlogo ukrajinskega generala. Uspeli so tudi vdreti na spletno stran ukrajinskega sveta za nacionalno varnost
In moram reči, da sem bil šokiran, ko so mi iz naše medijske pisarne rekli, ne vemo, kaj se dogaja, dobivamo veliko klicev novinarjev, kaj naj odgovorimo. In ko sem vprašal, kaj se pa dogaja, so mi rekli, poglejte na spletno stran Nacionalnega sveta za nacionalno varnost. Pogledal sem in tam sem videl, da je pisalo, general Taran je bil obtožen veleizdaje, bil je razrešen in aretiran. In takrat sem odgovoril, kot vidite, nisem bil aretiran, ne vem, zakaj gre. Takoj sem poklical Kijev, poklical sem visoke uradnike in rekel, kaj to pomeni. Rekli so, o čem govorite? Jaz sem odgovoril, kaj pomeni ta izjava, ki jo najdem na spletni strani Sveta za nacionalno varnost. In odgovorili so mi, to je nesmisel, to je lažna izjava. Očitno vas želijo diskreditirati kot generala, kot osebo, kot vodjo ukrajinskih predstavnikov v Donbasu. In rekel sem, nekaj moramo narediti. In takrat je generalni sekretar tega sveta podal uradno izjavo, to je bilo objavljeno v naših množičnih medijih. Rekli smo, ta izjava je lažna, to je bil poskus, očitno uspešen poskus, vdreti na našo spletno stran. Ampak lahko si predstavljate, koliko novinarjev tudi v naših medijih je prebralo to informacijo na uradni spletni strani. In to nas pripelje do neke druge teme. In sicer, kako pomembno je zagotavljati kibernetsko varnost. Z vami nadaljevala. Hvala lepa, gospod ambasador, gospa predsednica, ker tudi ste se uvodoma dotaknili nekaj tega. S tem ste se ukvarjali v svoji karieri in to predvsej, seveda, demokracija so različnost mnenj, to nas bogati, to spodbujamo. Po drugi strani pa postajajo in spletne platforme in družbena omrežja hkrati sistemi, ki pa z algoritmi spodbujajo širjenje nerazgočih debat, kot smo omenili uvodoma, dezinformacije grejo še hitreje kot kdajkoli prej. V kolikšni meri so po vašem odgovorne oziroma kako bi mogle biti bolj odgovorne in več narediti za to, kaj se deli, kaj kroži po teh omrežjih, ali je to nekaj, kar moramo pustiti, pa bo, ne vem, trg uredil? Osebno menim, da tega ne moremo preprosto prepustiti trgu. To je tempi passati. Tega se ne moremo več iti, čeprav zdaj, če poslušate Elona Muska in Twitter, ki je takoj, ko je gospod Elon Musk prevzel to družbeno omrežje, odpustil vse, ki so se ukvarjali z vsebinami in odstranjevanjem nezakonitih vsebin, to po mojem osebnem mnenju res ni dobro. Jaz velike upe polagam na akt o digitalnih storitvah. Spet je tu Evropska unija tista, ki zelo prednjači v poskušanju regulacije tega, kar se na družbenih omrežjih dogaja. In če mi dovolite samo en praven pogled na to, namreč tudi akt o digitalnih storitvah, pa me prosim, gospa komisarka, popravite, ker bolj v podrobnosti poznate ta akt. Namreč snovalci tega akta so naredili jasno ločnico med nezakonitimi vsebinami in škodljivimi vsebinami. V prvem fokusu, verjemite mi, je Evropski uniji vedno pravo balansiranje med več človekovimi pravicami. In svoboda izražanja je vedno bila visoko na agendi in vedno bo, in v to iskreno verjamem. Pri nezakonitih vsebinah se je konsenz znotraj Evropske unije seveda hitro našel. Vsi vemo, da je pedofilija, razpečevanje pedofilskega gradiva nezakonito. Odstranitev, takoj. Pri škodljivih vsebinah, kamor sodijo žalitve, tudi dezinformacije, nepreverjene informacije, tam je pa Evropska unija prepustila državam članicam, da same v okviru akta o digitalnih storitvah presodijo, kaj je po nacionalni zakonodaji tisto, kar je škodljivo in ima tak posameznik ali pa organizacija pravico do sodnega varstva. To je vedno, veste, to načelo sorazmernosti je tako zelo pomembno v pravu in jaz sem vesela seveda, da se ga Evropska unija zaveda.
Če se boste pa spomnili, sem pa jaz leta nazaj, še kot informacijska pooblaščenka in tudi kasneje, pa vendarle govorila ne samo o družbenih omrežjih, ki so, ne bi rekla, gatekeeperji in seveda imajo vsi več kot 10 milijonov uporabnikov, kar je ena taka meja pri aktu o digitalnih storitvah, govorila tudi o odgovornosti klasičnih medijev, predvsem internetnih medijev. Tudi v Sloveniji smo imeli razpravo na to temo in to morajo vzeti pod svojo ingerenco države članice same, namreč, da si mediji postavijo pravila, na Facebooku jim rečemo community rules, ne? Vsak medij naj pa ima tudi na forumih neka pravila oziroma naj se postavijo na stališče, da tudi to morajo biti uredniško urejevane vsebine. Meni se zdi to res izjemno pomembno, ker na forumih napišeš nek članek, že vnaprej lahko predvidiš, kaj se bo vsulo in tam potem doživiš širjenje dezinformacij, grobo žaljenje posameznikov in tako naprej. In želim si, da bi tudi slovenski mediji, ki so že veliko naredili tudi na tem področju, da ne bom krivična, morda lahko naredili še več, namreč to, kar akt o digitalnih storitvah zahteva in prav je tako, da vnos vsebine ni zahteva akta o digitalnih storitvah, da se nadzira še preden se spusti nekaj v svetovni splet, ker to bi bilo kontra temu, v kar Evropska unija verjame, da pa vendarle ta akt apelira na vse, da pregledujejo vsebine, predvsem pa ta akt apelira na vse v tako imenovani doktrini notice and action, torej ko si obveščen, reagiraj, če ugotoviš, da so vsebine nezakonite. Tam bomo zelo hitro lahko odstranjevali. Če bo treba dokazovati neresničnost trditev, dezinformacije in tako naprej, bo znotraj nekih postopkov v posamezni državi članici, ja, procedura malce daljša, ampak vendarle odgovornost v tem segmentu morajo prevzeti države članice in v prvi vrsti, če mene vprašate, seveda mediji. Ni dobro, da je Elon Musk izpustil to iz rok. Jaz z veliko zaskrbljenostjo opazujem tudi Facebook. Tudi Facebook odpušča zaposlene, ki so zadolženi za, bom rekla, ne nadzor nad vsebinami, ampak na reagiranje ob prijavi na nezakonite vsebine. In to ne gre v pravo smer. A mi dovolite še samo en stavek, gospa Nataša, gospod veleposlanik in gospa komisarka sta seveda govorila o dezinformacijah in ruski propagandi. Jaz sem na začetku samo na kratko omenila, da to je del hibridnega vojskovanja. Tega se zelo, zelo zaveda seveda tudi NATO. NATO ima posebne odzivne enote, ki spremljajo, kaj se na svetovnem spletu dogaja. Lahko pa povem, kaj in o čem sem se pogovarjala z moldavsko predsednico Majo Sandu, ker je bilo seveda to objavljeno tudi v medijih, zato o tem lahko govorim. Ker v Moldaviji so seveda kar precej nervozni zaradi vojne. In upravičeno so nervozni, zavedajo se tega, da se Ukrajina brani pravzaprav tudi v moldavskem imenu in da je Moldavija poleg Ukrajine in drugih regij, kjer Rusija poskuša z dezinformacijami vplivati na mnenje posameznikov, zelo, zelo na udaru. Ampak veste, v Moldaviji se že dogaja, da gredo ljudje zaradi dezinformacij na ulice. To ni več hec. Zaradi dezinformacij in sodelovanja z prorusko usmerjenimi Srbi so srbski navijači, nogometni navijači pod okriljem nogometnega navijanja želeli vstopiti v Moldavijo in tam izvesti določene nemire. In prosim, ne pozabite ene stvari. Ruska propaganda ni samo v Ukrajini in Evropski uniji. Ruske propagande imate, kot sem rekla, v Moldaviji, ogromno jo je v državah Zahodnega Balkana in Kitajska in Rusija poskušata zaseči tudi, bom rekla, prazen prostor, morda premale pozornosti Evropske unije v tako imenovanih državah globalnega juga. To so pa Afrika, Latinska Amerika, skratka, po celem planetu se nam dogajajo precej strašljive stvari. In Maja Sandu je izjemno zaskrbljena v zvezi s tem, kar se dogaja v Moldaviji. Jaz sem pa zaskrbljena, ker smo seveda mi
blizu tej regiji z razmerami v Zahodnem Balkanu. Ne vem, če ste zasledili, ampak Russia Today, ki jo je omenila gospa komisarka, je odprla svojo izpostavo v Beogradu. Russia Today ima tam svoj medij, ker Srbija seveda ni del Evropske unije in ne spoštuje, ni treba, lahko pa bi, ne, te uredbe, ki je bila sprejeta zelo kmalu po napadu Rusije na Ukrajino, ko se je blokiralo znotraj Evropske unije Sputnik in Russia Today. Na teh trgih, na državah Zahodnega Balkana je zgodba zelo, zelo drugačna. A vam povem, kaj je glavni prihodek Russia Today na področju marketinga v Beogradu. Glavni oglaševalec na tem mediju v Beogradu je skupina Wagner. Niso šale več to. Kako vemo, da to ni dezinformacija? Zato, ker se to vidi, ne, da je tam Russia Today in da Wagner oglašuje. Zdaj verjetno ne oglašujejo za hec, ampak Wagner novači plačane vojake po državah Zahodnega Balkana. To je dejstvo. Gospa podpredsednica Jourova, gospa predsednica je omenila akt o digitalnih storitvah. Tudi situacija v Sloveniji z napadom na javne medije je pred časom je bila povod za akt o svobodnih medijih. A lahko poveste, katere, če ste lahko konkretni, katere dezinformacije v kontekstu vojne v Ukrajini so za ocenjujete Evropsko unijo najbolj škodljive in kaj delate, da to zajezite? Kaj deluje? Yes. Thank you very much. Well, first of all... Hvala lepa. Najprej moram samo reči, da sem navdušena nad tem, koliko znanja imate, čisto v pozitivnem smislu. Pogosto se pogovarjam s predsednicami in predsedniki držav, njihovo znanje je običajno zelo splošne narave. Skratka, katere dezinformacije? Se bom tudi temu posvetila, ampak najprej bi se rada odzvala na vprašanji, ki ste jih zastavili gospodu veleposlaniku, kakšna je škoda. Škoda je in bo vidna takrat, ko se bo zaradi ruske propagande začelo spreminjati rezultate volitev ali pa se bo to odražalo na rezultatih volitev. Mi moramo zaščititi volitve, to je glavno demokratično orodje in zaščititi moramo varnost. Z dezinformacijami se ne ukvarjamo samo zato, ker nam niso všeč in nam ni všeč laganje. Gre za bistvene elemente demokracije, volitve in varnost. Gospa predsednica je omenila tudi Cambridge Analytica, potem je tu tudi izraelski projekt Jorge, ki skuša vplivati na volivce in volivke na skrit način. Gre za zelo sofisticirano tehnološko orodje in vse to lahko povzroči veliko škode. Seveda, ruska propaganda ne more neposredno dobiti volitev, ampak imajo svoje posrednike, svoje zaveznike v državah članicah EU, imajo politično moč, politične osebnosti, politične stranke, ki so vsi pripravljeni poleteti na teh krilih. It's a special case. Ja, no, to je poseben primer. Jaz govorim o bodočih volitvah. Volitve bodo potekale na Slovaškem, v Bolgariji, v Španiji, oziroma veliko dezinformacij je v Španiji vsakič, ko se dogaja kaj na ravni vlade, v Španiji ali pa v Kataloniji in tega se lahko zelo bojimo. Ampak kot sem že dejala, po letu 2014 se je začelo
obdobje, ko smo lahko videli skoraj 40% povečanje dezinformacij v zahodnih državah v povezavi z Ukrajino. Gre v glavnem za sporočila proti Ukrajini, pa tudi proti Evropski uniji. Ja, ampak vi ste zastavili vprašanje o Ukrajini. Recimo, razširjalo se je, da Ukrajinci si ne zaslužijo milosti, da so nacisti, da jemljajo droge in tako naprej. Vse te stvari, to so neumna sporočila, ampak nekateri ljudje so jim verjeli. Zdaj zbiramo podatke iz različnih platform, ki tudi kažejo na to, da se diskurs spreminja, da se ta narativ spreminja, da se ne razširja ta narativ samo po Evropi, ampak tudi v Afriki, v Južni Ameriki, Latinski Ameriki, da se govori o tem, da blokiramo uvoz hrane iz Ukrajine. To je zelo nevarno, proti temu se moramo zoperstaviti. Zdaj imamo te velike platforme, podatke in mi želimo ustaviti pretok denarja do tistih, ki razširjajo dezinformacije. V zadnjih nekaj mesecih smo zaustavili financiranje. Imamo podatke tudi o tem, koliko računov je bilo umaknjenih in robotov je bilo umaknjenih. Robote ne ščiti svoboda govora. Torej vidimo, da platforme veliko delajo na tem področju, ampak kot je rekla gospa predsednica, potrebno je delovanje na ravni države. Če se želimo zoperstaviti dezinformacijam, moramo poznati jezik. Poznati moramo tudi jezik nacionalnih sodišč, kako le ta definirajo, kaj je sovražni govor in zakaj ga je treba odstraniti. Zato, ker ima kaznivo vsebino. Še bolj moramo pritisniti na platforme, ker le-te še vedno ne zaposlujejo dovolj strokovnjakov v državah z manj razširjenimi jeziki in tudi ne upoštevajo pravil, ki so bila sprejeta na ravni Evropske unije. V karieri zasedali položaj obrambnega ministra Ukrajine, dosegli tudi visok čin v ukrajinski vojski. Navajeni ste ali pa trenirali ste za boj z orožjem, s temi konvencionalnimi sredstvi. Proti dezinformacijam se s tem ne da uspeti. Kakšna je naloga vas zdaj v vlogi ambasadorja in boja proti dezinformacijam? Kakšne so usmeritve iz Kijeva? Kaj morate delati? Čisto, da si znamo predstavljati. Well, this is actually not just... No, to ni samo moja naloga. To je glavna naloga za vsako veleposlaništvo po vsem svetu. Treba je govoriti resnico o neki državi in to želimo narediti tudi mi v Ljubljani. Jaz in moji kolegi diplomati želimo povedati resnico o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. Na vsakem sestanku, srečanju z ljudmi, z uradniki, s predstavniki diplomatov in veleposlaništev želimo povedati, kaj se dejansko dogaja v Ukrajini. V zvezi z politiko na nacionalni ravni bi rad povedal še tole. V Ukrajini posvečamo veliko pozornosti boju proti dezinformacijam.
Kar nekaj struktur smo temu namenili v Ukrajini. Nekatere so vladne, nekatere so na ravni nevladnih organizacij, kot je to Stop Fake. Ustvarili smo tudi Center za strateško komuniciranje in varnost. Skušamo ustaviti širjenje dezinformacij tudi v naši lastni državi. Nobena skrivnost ni, da je bilo pred agresijo veliko proruskih organizacij v Ukrajini, prorusko usmerjenih ljudi. V veliki večini primerov so to bili celo agentje Rusije. In te ljudi je neposredno podpirala Rusija. Nekateri so pobegnili iz Ukrajine še pred napadom. Teden dni, 10 dni pred agresijo so ti ljudje zapustili Rusijo. Veliko zgodb sem videl o tem, da so ruske vohune zajele protiobveščevalne sile v drugih državah. In tudi ruski kulturni centri v številnih državah so se uporabljali kot vohunski centri v tistih državah. Razširjali so dezinformacije, neprave informacije, vse to so razširjali v državah Evropske unije. Zato zelo cenim odločitev vlade Republike Slovenije, da res pozorno spremlja vse to. Izgnali ste kar nekaj ruskih vohunov, ki so tu delovali pod diplomatsko imunostjo. Zaprli ste ruski kulturni center in popolnoma se strinjam s tem. V vsaki zahodni državi, v vsaki državi članici EU je treba sprejeti določene odločitve. Treba je vzpodbuditi politično voljo, zato da se prepreči obstajanje centrov, ki razširjajo dezinformacije v teh državah. Pri tem je vloga veleposlaništev, diplomatov, veleposlanikov res velika. Slovenski voditelji, voditeljice in državniki, kot tudi državljani, podpirajo prizadevanja za obrambo Ukrajine, pa vendar mnogo uglednih državljanov je pred časom objavilo pismo, pa ni edino, in pozvalo v javnem pismu ustavite vojno. Ne tako majhen odstotek ljudi v Sloveniji je tudi prepričan, da so za nastalo situacijo krive bodisi ZDA, bodisi Evropska unija. Kako se spopadate s to raznolikostjo mnenj? Si predstavljam, da je vaše delo v eni Sloveniji drugačno kot delo vaših kolegov, ne vem, v baltskih državah, na Poljskem in tako dalje. Ne vem, mogoče se pa motim. Well, first of all, Najprej naj povem tole. V Sloveniji je demokracija demokracija. To ni avtoritarna država, to ni država, ki bi bila podvržena nekemu diktatorju. V Sloveniji imate demokracijo. Zaradi tega se takšne izjave lahko pojavijo brez kazni, ker gre za demokratično državo. Drugo vprašanje pa je, ali so to izjave, ki dejansko odražajo razmišljanje teh intelektualcev, ali pa gre zopet za vpliv proruskih krogov. Ne vem, o tem se morate odločiti sami.
Sem pa to že pokomentiral, ko sem govoril s določenimi novinarji tu v Sloveniji. Nekateri Slovenci so mi sami povedali, da te izjave, takšne besede predstavljajo način razmišljanja teh ljudi. Gre za določeno mentaliteto. Izgleda, da gre še vedno za vpliv nekdanje Jugoslavije in za način razmišljanja v starih vzorcih. Ljudje govorijo tisto, kar je bilo primerno v tistih časih. In se to nadaljuje. Ampak pač to je demokracija. Zgolj še to, da zadnjih 15-20 minut razprave bomo namenili tudi vašim vprašanjem, tako tudi tistim, ki nas spremljate preko spleta in sicer preko aplikacije Slido in ključnika Facts Matter. Nadaljujem z vami, gospa predsednica. Pred tednom dni ste gostili v predsedniški palači dogodek v okviru obletnice vojne. Govorila je na tem dogodku preko povezave tudi soproga ukrajinskega predsednika, gospa Olena Zelenska. Med drugim je rekla, da na vprašanja, ko jo ljudje sprašujejo, kako naj pomagajo Ukrajini, odgovarja, da samo ne bodite indiferentni. Zdi se, da je del dezinformacijskih kampanj tudi to. A smo na točki, ko nam je dovolj, ko zamahnemo z roko, kaj narediti, da ne bomo tu? To je pravzaprav vprašanje, ki se ga vedno in večno sprašujemo ob čisto vsaki vojni. Prvi mesec vojne imate na naslovnicah, je na prvih minutah dnevnih poročil, potem pa to izginja nekam nižje, potem niti ni več vsak dan, niti ni enkrat na teden več, je enkrat na mesec, to je problem. Ampak kot predsednica države vam pa vendarle lahko rečem, da je odgovornost nas politikov, da opozarjamo na to, da to ne zgine z naslovnic, predvsem pa je izjemno pomembno, da je Evropska unija v tem enotna. In ko ste ravno omenili to pismo, gospa Nataša, jaz ne poznam enega politika in enega državnika v Evropski uniji, ki bi rekel, da ni za mir. To je dejstvo. Kako do miru priti, je pa vprašanje ne za $1 milijon, ampak za $1 milijardo. Vsi, ampak res čisto vsi, vključno s celotno Evropsko komisijo, z vsemi predsedniki vlad, predsedniki držav znotraj Evropske unije, se pogovarjamo o tem. Ampak, veste, na koncu je Ukrajina tista, ki se je odločila braniti. Naloga odgovornih politikov je, da se državi, ki je bila brutalno napadena in veste, kdo je agresor, pomaga na vse možne načine. Slovenija je storila ogromno, ne samo na področju vojaške opreme. Slovenija je mala država znotraj Evropske unije, čeprav smo po številu prebivalcev visoko med donorji. Tisto, kar je gospa Zelenska že prej tudi pred to izjavo, ki ste omenili, povedala, je pa ta velika solidarnost in sočutje ljudi. Jaz mislim, da vendarle Slovenci vemo, kako je, če pride do vojne. Rekla, lahko trkam 100-krat na vas les, hvala Bogu, bilo je samo 10 dni. Vojna v Ukrajini traja že 1 leto, ampak ta nesebična pomoč tudi Ukrajincem, ki so v Sloveniji, in humanitarna pomoč, ki odhaja v Ukrajino, veste, to Ukrajina zelo ceni. Večkrat dobim zahvale in od predsednika Zelenskega, z gospodom ambasadorjem se veliko o tem pogovarjam, ampak na koncu, če ljudje ne bi tako čutili, veste, ljudje so zbrali milijone evrov, poleg tega, kar je dala država. Moramo pa res biti previdni, tako kot ste rekli, da se to ne pomakne nekam v ozadje. Obveščati moramo prebivalce in prebivalke, kaj se na političnem parketu dogaja v zvezi s tem, in to pa je naša dolžnost. In morda samo še zaključna misel. Ukrajina je tista, ki se je odločila braniti se, tudi Slovenija bi se. Postavite se v situacijo, da nekdo napade Slovenijo. Tako velik, kot je Rusija,
Ja, vsi bi kričali, molili, pomagajte nam in pomoč bi dobili, sem prepričana, in ravno zaradi tega si jo seveda zasluži tudi Ukrajina. Na Ukrajini pa je, da se odloči, z katere pozicije in kdaj se bo začela pogajati. To je njena odločitev. Ukrajina mora postaviti pogajalska izhodišča in seveda na drugi strani seveda tudi Rusija, ampak samo še ta stavek, ni pogajan brez Ukrajine. Evropska unija lahko pomaga, se komisarka von der Leyenova trudi, je šel tja Macron, so šli, mislim, da je bila gospa Merkel še enkrat tam, so se že pogovarjali o teh problemih po Krimu, a ne? In ne morem in nočem sprejeti teze, da Evropska unija naredi premalo za mir. Na to ne bom pristala, ker ni korektno, ni prav, ni pravšnje takšno stališče. Ja, izvolite, želite komentirati? Thank you very much. Well, first of all, Najprej naj povem, da sem se pozabila zahvaliti Slovenkam in Slovencem za solidarnost in sočutje, ki ste jo pokazali. In to že od samega začetka invazije na Ukrajino. I wanted to react on what you... Želela sem se odzvati na to, kar ste omenili, to pismo, ki poziva k miru. Vsi si želimo miru. Ne poznam nikogar, ki bi rekel, jaz pa hočem vojno. Pa sem obiskala kar nekaj držav članic EU. Vsi sočustvujemo z žrtvami, vsi občudujemo pogum Ukrajincev in rada bi se celo zahvalila Ukrajini za ta močan odziv, ki je odziv v imenu vseh nas, za vse nas, ker močno verjamem, da se Ukrajina in Ukrajinci borijo tudi za vse nas. Če se vrnem k miru, menim, da bi se iz zgodovine morali česa naučiti. Naj spomnim na leto 1938, ko je bil uveljavljen Münchenski sporazum. Hitler nam je odvzel del ozemlja. In moram reči, da sta Velika Britanija in Francija želeli izogniti se vojni. In Churchill je potem dejal, želeli ste mir in slavo, zdaj pa imate vojno in sramoto. In to moramo imeti v mislih. Kajti, če bomo zdaj silili Ukrajino v to, da bi sklenila umazani mir, ne pravični mir, ampak umazani mir s popuščanjem agresorju, potem bo agresor hotel še več. Popuščanje ne obrodi sadov. Putin bo vedno hotel več. Naslednja na vrsti je Moldavija, potem je tu velika živčnost v baltskih državah in zato moramo biti zdaj neizprosni in prepustiti Ukrajini, predsedniku Zelenskemu in prebivalcem Ukrajine, da se odločijo, kdaj bodo sedli k pogajalski mizi in kako. Ali ne vem, sovražni govor. Ne gre, gre za sprejemanje drugače mislečih in gre za kulturo dialoga. Tudi to je v tej vojni izjemno pomembno. Seveda bodo vedno drugačna mnenja, ampak vsi, ki imamo ne samo pravico, ampak tudi dolžnost na koncu spregovoriti o stvarih, ki so pomembne za Slovenijo, za Evropsko unijo, za svet, če želite, se moramo tudi z drugače mislečimi pogovarjati. A ne samo poudarek, niso to dezinformacije. Gre za drug pogled na svet in na koncu se lahko strinjamo, da se ne strinjamo, ampak o tem se je vredno in potrebno pogovarjati. Ja, ampak ene informacije nas pripeljejo do nekih zaključkov, ki so pa lahko tako dobre ali slabe. Gospod podpredsednica, še vprašanje eno za vas. V
kontekstu te vojne v Ukrajini se izkrivljajo informacije, da bi se zmanjšala podpora Evropske unije Ukrajini. Hkrati se priliva olje na ogenj občutljivih vprašanj, kot so begunci, migracije, življenjski stroški, energetska kriza. Bitka za narativo je živahna. Kateri deli sveta ali Evropske unije se po vaših analizah izkazujejo za najbolj oziroma najmanj dojemljive za dezinformacije in kakšno zvezo ima, če ima kakšno to z zdravjem javnih medijev v teh državah? I would not like to name and shame. Ne bi rada kazala s prstom na nikogar, vidimo pa zelo velika prizadevanja Rusije na Slovaškem in v Bolgariji. Vidimo, da tam lahko najdemo precejšen del prebivalstva, ki je zelo naklonjen, morda zgodovinsko pogojeno, Rusiji. Posamezne države imajo nekatere instinkte oziroma neko osnovno naklonjenost in, kot je dejal veleposlanik, Rusija ima zelo dobre analize in zelo dobro vedo, kje bodo njihova prizadevanja padla na najplodnejša tla. Na ta način je zanje tudi najceneje, da se lotijo, da izvajajo kampanje v določenih državah, ker bodo tam rezultati najboljši. To izhaja iz naših podatkov, ampak dejali ste tudi to, da obstajajo dezinformacije, ki se nanašajo na energetsko krizo, stroške, priseljence. Ampak dejstvo je, da v tem trenutku doživljamo hudo energetsko krizo. Zdi se, da smo se letošnjo zimo nekako uspeli izmazati, ampak pred nami je še ena zima, ampak mi moramo ljudem povedati resnico. In kdo smo mi? To smo tisti, ki smo na oblasti, demokrati. Tudi mi moramo spremeniti nekaj v svoji strateški komunikaciji. Morda moramo ljudi bolje pripraviti na slabe stvari, morda moramo povedati tudi resnico, ki ni tako zelo prijetna in morda bodo ljudje razumeli. V nekaterih državah, in moram reči, če sem nekoliko samokritična, tudi pri nas samih vidim, da smo včasih nagnjeni k temu, da slikamo bolj rožnato sliko, da se morda izognemo kakim vprašanjem oziroma odgovorem. Dejstvo je, da v naši družbi vlada velika zaskrbljenost in živčnost in zato moramo biti do državljanov bolj odkriti in menim, da bodo razumeli. Druga stvar, javni mediji. Da, naša družba mora postati bolj odporna. Gospod veleposlanik, rekli ste, da včasih ljudje nasedajo neumnostim. Morda bi morali nekaj narediti za to, da zmanjšamo število ljudi, ki nasedajo neumnostim. Gospod Pavel je bil kandidat za predsednika in dan pred volitvami se je pojavila informacija, da je umrl. Lahko vam povem, da je živ. Z njim sem se pogovarjala pred par dnevi, ampak četudi se je pokazal v javnosti, kljub temu, da ga je na stotine ljudi osebno videlo, so se še vedno širile informacije, da je gospod Pavel umrl. Zato ozaveščanje, kampanje, ki omogočajo ljudem, da preverjajo dejstva. Želimo namreč, da so informacije bolj preverjene, bolje označene, da imajo ljudje izbiro, če želijo verjeti nevarnim ali pa neumnim informacijam. No, tega ne moremo spremeniti, kajti vsi smo nagnjeni k temu, da verjamemo tisto, kar hočemo verjeti, to je stvar psihologije, ampak vsaj ponuditi moramo dejstva. Zato menim, da je to naloga tudi za novinarje in sama si želim, da bi
spletne platforme vlagale več v preverjanje dejstev. Zato, da se bo ponudila tudi, ne bom temu rekla, alternativna resnica. Pozabite, da sem to rekla. Upam, da tega ne bo kdo zlorabil. Ampak skratka, menim, da bi ljudje morali imeti možnost dostopanja do dejstev iz prve roke. Kaj pa je Twitter naredil, ko je gospod Trump pred volitvami širil dezinformacije o volilnem sistemu? Tam so njegove izjave označili in posredovali, oziroma označili njegove izjave in posredovali dejstva. In v nekaterih primerih so izjave predsednika Trumpa tudi odstranili. In to je tisto, o čemer je govorila gospa predsednica. Tudi v naši zakonodaji ločimo nezakonite vsebine, to so jasni, očitni primeri terorističnega ekstremizma, sovražni govor in pedofilija. Potem so pa tu še škodljive vsebine, ki pa zahtevajo bolj subtilen odziv. Namreč dejstvo je, in upam, da bo tako ostalo, naše glavne načelo je zaščita svobode govora. Problem, ki ga ima Rusija z Ukrajino, da nima nobene zveze z trgovinskimi dogovori z Evropsko unijo, z željami, da Ukrajina postane članica NATO, ampak da je bistvo problema ukrajinska demokracija. Torej, demokratična država na meji z Rusijo. Zdaj, v vojnem času verjamem, da je to nemogoče ali pa zelo težko meriti. A nam lahko poveste, kakšno je pa razpoloženje med Ukrajinci in Ukrajinkami? Razpoke je trdna EU, ampak v posameznih državah so večje ali manjše razpoke glede podpore katerim tezam in scenarijem. Kaj pa v Ukrajini? Kakšne so razpoke med ljudmi? A so? Well, first of all, I'd like to... Najprej bi se rad osebno zahvalil in uradno zahvalil vsem državam članicam Evropske unije, ki nas podpirajo in še zlasti Sloveniji. Moram reči, da resnično čutimo vso vašo podporo, vključno s podporo v boju proti dezinformacijam. Lahko bi pokazal slab ali pa za Rusijo dober primer dezinformacij in na to še en primer, s katerim pokažem, kako se lahko uspešno borimo proti dezinformacijam. Rusija je objavila fotografijo slovenske jedrske elektrarne kot dokaz za to, da Ukrajinci razvijajo umazano bombo. Slovenija se je takoj odzvala. Slovenija je takoj povedala, to je naša jedrska elektrarna. In to je očiten primer, da je dejstva treba preverjati, kot je povedala gospa podpredsednica komisije. Če pa odgovorim na vaše vprašanje. Ta napad je Ukrajincem dal lepo možnost, da se poenotimo. Ta napad nas je poenotil tako, kot nikoli nismo bili enotni. Ne glede na to, od kod prihajaš, vsi Ukrajinci razumejo, da moramo biti enotni v boju zoper tako grozovit napad. Vsi Ukrajinci to razumemo in se zavedamo, da moramo biti enotni, če želimo to vojno preživeti. Seveda se razlikujemo tudi po jeziku. Nekateri govorijo ukrajinsko, drugi rusko. Danes vse več ljudi govori ukrajinsko. Ampak, če si pogledate fronto, tam ni pomemben jezik. Tam je pomembno, da se boriš za Ukrajino.
vojaki se med seboj ne sprašujejo, odkot si. Prihajaš iz zahodne ali vzhodne Ukrajine, si iz Luganska, Donecka. To je nepomembno. Pomembno je, da smo vsi Ukrajinci in da se borimo za Ukrajino. Zato menim, da po zmagi bomo enotni tako kot nikoli poprej. Kup vprašanj, ampak bomo šli kar na vprašanja občinstva. Prosim, če se pripravite, če ima kdo kakšno vprašanje, pa bom najprej zastavila vprašanje, ki smo ga dobili preko spleta, kjer lahko vprašanje zastavite preko aplikacije slido.com in ključnik Facts Matter. Vprašanje je, ga bom prebrala kar v angleščini, da ne bo kakšnih očitkov, da je kaj izgubljenega s prevodom. Se pravi, gre takole. Evropska unija je prepovedala ruske medije na začetku vojne. Ali menite, da nimamo pravice vedeti, kaj pravi druga stran propagande? Ni to selekcija? Kdo želi? Russia Today in Sputnika smo sankcionirali zato, ker je bil ustanovitelj ruski režim. To pa je napadalec. In napadalec je bil sankcioniran. In nenazadnje lastnik je bila tudi oseba, ki je predmet sankcij. Drugi razlog je bila tudi vsebina, ampak zaenkrat vztrajamo pri logiki sankcioniranja. Menim, da ne bi smeli biti naivni. Menim, da bi ne smeli dopuščati ruskemu vojnemu režimu, da zlorablja svobodo govora v Evropski uniji. Vse ima svoje meje. Moram reči, da sem bila zaradi te odločitve predmet kritik, zlasti v Nemčiji, nekaterih zahodnih državah. Prejela sem celo vprašanje, češ, ali ne dajemo slabega zgleda Putinu, ker izvajamo cenzuro nad ruskimi mediji, češ Putin počne to isto zahodnim medijem. Mislim, da je bilo to vprašanje Deutsche Welle. Pa nisem mogla verjeti svojim ušesom. Ali resnično menite, da Putin potrebuje naš zgled? Govorimo o režimu, ki izvaja najhujšo možno cenzuro, ki za leta in leta pošilja ljudi v zapore samo zaradi tega, kar so izrekli. To je naivnost in nerazumevanje Putinovega režima. Vsekakor gre za nekaj začasnega, nekaj, kar ne bo trajalo vedno, ampak mi smo se nedvomno morali odzvati na to, da so se mediji spreminjali izključno v propagandno orožje. Še nekaj sem hotela povedati. Lahko. Radio Free Russia je vaš projekt. Številni ruski novinari so tudi zapustili državo, ker, tako piše, ne morejo znotraj Rusije poročati o sami vojni in jih je, ne vem, na Nizozemskem berem, da jih je veliko. Kakšna je pravzaprav ambicija tega vašega projekta? Kaj naj bi z njim naredili? Yeah, don't imagine establishing a radio with a seat and with the newsroom. It's rather a... Predvsem gre za platformo, ki naj bi pomagala ruskim novinarjem, ki se nahajajo v Evropski uniji, da pridobijo nek prostor, ki jim omogoča, da ostanejo v Evropi. Različne države članice imajo različne pristope. Ponekod so jim dali delovno vizo, drugod delovno dovoljenje. Skratka, pristopi so različni. Želim si, da bi nekako harmonizirali ta pristop. Mi seveda nimamo pravnih kompetenc, želela pa bi si nekega dogovora z državami članicami, da bi imeli usklajen pristop in da ti novinarji lahko imajo nek status, da imajo neko pravno gotovost. Potem potrebujejo tej novinarji tudi neko finančno zaledje, zato si želim, da bi imeli tudi neko finančno podporo, morda tudi o pomoči zasebnega kapitala, zbiranja sredstev. Zelo pomembno je, da imajo ustrezno materialno zaledje. Povabila bom tudi velike medijske hiše, naj jih morda
zaposlijo, najamejo, naj jim dajo možnost, da delajo. Nizozemska hiša DPG ponuja svoj prostor 3 ruskim medijem, tako da gre za finančne, materialne pogoje, ki naj bi se izboljšali s pomočjo najavljene platforme. In potem je tu še način, tehnologija, da te vsebine posredujemo v Rusijo. Mi delamo na vseh teh vidikih in dejansko projekt Radio Svobodna Rusija naj bi dal rezultate v naslednjih nekaj mesecih. Te blokade Sputnika in Russia Today. V Sloveniji mi zelo dobro poznate kot borca za svobodo izražanja. Ne? Ampak ne pozabiti, da sta blokirana zgolj 2 najbolj, ne vem, če je prava beseda, ampak grozljiva medija, ki uporabljata takšno rusko propagando, ki jo je Evropska unija, po mojem mnenju, upravičeno prepoznala kot hibriden način vojskovanja. Vsi tisti, ki govorite rusko, danes tudi v Sloveniji, v omrežju Telemacha, lahko najdete in Siola, Rasija Adin. To je ruska nacionalna televizija, prvi program, kjer seveda lahko spremljate poročanje, dostopni so tudi mnogi ruski portali, ni zdaj, da je Evropska unija v celoti blokirala ruske informacije. Tako da to vprašanje si morda zasluži tudi to pojasnilo. Russia Today pa Sputnik je bilo pa meni popolnoma jasno in sem takoj, ko se je vojna začela, ko sem spremljala to dogajanje, sem se ne s težkim srcem, ampak sem se res v celoti strinjala z odločitvijo Evropske unije, da se ta prvi korak vendarle naredi. Namreč dajmo se zavedati, vojna niso danes samo bombe in tanki, mi danes, zdaj vam govorim kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, ker se tudi na tem področju seveda veliko dogaja, torej vojna niso samo tanki in puške, danes imamo prebojne tehnologije, hibridne tehnologije, vse to je del vojskovanja, na katerega seveda moramo biti tudi v Evropi zelo pozorni. Pa če Nataša mi dovolite, že gospa podpredsednica je omenila Jorge Tim. Samo ena beseda, dajte prosim pogledati, to je še bolj strašljivo kot Cambridge Analytica, namreč tudi to je del hibridnega vojskovanja 3 držav, ki poskušajo vplivati na volilne izide v državah, ki jim niso po volji. Oziroma, če pride nek naročnik, ta storitev stane od 600 000 do 1,5 milijona, pravzaprav še niti ni tako drago, so nekateri rekli. In ta ekipa Izraelcev s prostodušno preiskovalnim novinarjem, ki so del ekipe preiskovalnih novinarjev, Panama Papers, Luxembourg Leaks, skratka vrhunska ekipa, ki so se infiltrirali v to izraelsko družbo, ki ima na razpolago, pazite, 30 000 botov na družbenih omrežjih, ki imajo realne fotografije, odprte bančne račune. Če greš ti to preverjati, je to tako zelo sofisticirano narejeno, da ne moreš verjeti. In ta gospod, vodja Tal Hanani, je prostodušno tem novinarjem, ki ni vedel, da so novinarji, priznal, da so dobili naročilo, da se vpliva na volitve v 33 državah sveta in da so v 27 primerih bili uspešni. Tudi to je način hibridnega vojskovanja in vplivanja na demokracijo v drugih državah. Ne smemo, prosim, tega pozabiti. Ima kdo kakšno vprašanje? Prosim, samo če počakate na mikrofon, če se predstavite in poveste, za koga imate vprašanje. Ja, prosim. Pozdravljeni, jaz sem Viljem. Vprašanje za gospod predsednico. Govorili ste o težavi, ki jo povzročajo dezinformacije, sovražni govor, hujskaštvo strani 3 držav na prebivalce, državljane Evropske unije. Zanima me, in da se je treba zoper to boriti, zanima me, kakšno je vaše mnenje, oziroma kako pristopiti temu, ko se tega poslužujejo politične stranke znotraj države,
katerih ne govorim konkretno za slovenski primer, tudi gospa Jurova je navedla gospoda Babiša in tako naprej. To so ravno tako težave za družbo, ker modificirajo družbo na zelo slab način. Jaz mislim, da če se borimo zoper te stvari strani tretjih držav, kot EU celota, se mora EU boriti zoper te težave na lastnem teritoriju. Hvala. Hvala za vprašanje. Se absolutno strinjam. Bom zelo iskrena. Velika odgovornost je na medijih. Jaz se bojim, da se tudi v Sloveniji mediji premalo zavedate, tisti, ki ste danes tu, kakšna velika odgovornost je na vas, kako in na kakšen način boste sprocesirali vsebine, ki jih dobite tudi od političnih strank. Jaz bi si želela, da bi ta odgovornost bila precej višja. Morda bi lahko napočil tudi čas, ko bi bilo treba postaviti jasne ločnice, kako in na kakšen način se lahko ureja lastništvo v medijih. Jaz bi strankam in strankarskim funkcionarjem prepovedala lastništvo v medijih. Ko tu sedim, bi ga prepovedala. Zdaj, znotraj akta o svobodi medijev, tu bo gospa komisarka seveda vedela povedati, se tudi v Evropski uniji precej o tem pogovarja. Izjemno zahtevno vprašanje ste mi postavili, ampak na koncu, veste, je spet odgovornost politikov, kako in na kakšen način bodo komunicirali z mediji in z volivci. In volivci so seveda na koncu tisti, ki morajo prepoznati, kdo verjame v vrednote, v katere verjame volilec sam. In tu gre za političen dvoboj, troboj, karkoli pač na koncu želite. In nekdo, ki dezinformacije zlorablja za to, da bo zmagal na volitvah, jaz upam, da je dovolj zrelih ljudi v vsaki državi, da se pač takšne stranke in takšnih politikov ne voli. Na koncu je na nas, tukaj pa gospa komisarka seveda opozorila na naivnost ljudi. Ja, vedno so in vedno bodo. Zato mora vsaka država v okviru politik urejanja medijske krajine poskrbeti, da bo takšnih, bomo rekla, negativnih ekscesov seveda čim manj. Torej, ali lahko ista orodja uporabimo za eno in drugo stran? Če si izposodim vojaško terminologijo, absolutno mora biti na voljo dvojna uporaba. Ne samo za boj za dezinformacije iz tretjih držav na EU, tudi znotraj Evropske unije si moramo pogledati v obraz, naliti čistega vina in reči, orodja, ki so na voljo, morajo biti na voljo tudi za notranje probleme, ki jih z dezinformacijami vsaka država ima. Slovenija ni izjema. Bom nadaljevala z vprašanjem, ki smo ga preko spleta dobili in je za gospo podpredsednico. V originalu bom prebrala. What can we expect from European... Kaj lahko pričakujemo od Evropskega akta o svobodi medijev? Je to čarobna paličica za vse države z mediji in novinarstvom v Evropi? Zelo rada bi imela takšno čarobno paličico, ki bi rešila vse probleme, ampak seveda to ne drži. Akt o svobodi medijev je v Evropski uniji potreben, zato ker gre za zelo nevarne tendence, da se poslabšajo razmere za medije v vseh državah članicah. Govorili smo o vlogi medijev v demokraciji, zato se nam je zdelo pomembno, da predlagamo akt, ki bo zaščitil medije, ampak ne gre samo za reguliranje medijev, ampak gre za medijski prostor, za pogoje v medijski pokrajini.
V tem aktu imamo tudi poglavje, ki zadeva javne medije. O tem sem govorila danes na Ministrstvu za kulturo, govorila sem o zakonu o medijih. Ta akt o svobodi medijev bo deloval z roko v roki z aktom o digitalnih storitvah. V tem aktu je govora o moderiranju vsebin na digitalnih platformah. Tradicionalni, klasični mediji morajo zaščititi svojo vlogo tudi do teh internetnih platform. Evropskim medijem in medijskim organizacijam v EU, ki imajo veliki vpliv, sem obljubila, da bomo sprejeli akt, ki bo zaščitil medije, ampak da nekaj pričakujem tudi od njih. Želim, da povišajo standarde, etične standarde, standarde o transparentnosti lastništva, financiranja medijev, kajti to je po mojem tudi edino pošteno. Mi vas bomo zaščitili, ampak vi morate nekaj narediti tudi na svoji strani. Imam visoka pričakovanja. Mislim, da bo v medijih prišlo do močnega gibanja, ki bo peljalo do višje kakovosti. Kajti eden izmed razlogov, zakaj so mediji v nekaterih državah napadeni, je to, da prebivalci ne zaupajo medijem. In če nečemu ne zaupamo, je to lahko izpostaviti napadom. Zelo, zelo živahno razpravo sem imela z medijskimi organizacijami in prosila sem jih, naj povišajo zaupanje preko višjih standardov kakovosti. Še 5 minut imamo, potem pa bomo morali zaključiti. Se vnaprej opravičujem, ker ne bomo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja. Prosim, izvolite. Imam bolj informacijo, pa mogoče 2 komentarja kratka. Sem Dragan Barbutovski, vodja službe za strateško komuniciranje na zunanjem ministrstvu. Predstavljam pa neformalno skupino strateških komunikatorjev, ki se ukvarjamo ali pa poskušamo postaviti na noge formalno skupino za boj proti dezinformacijam, tako imenovanim FIMI-jem, torej dezinformacijam, ki prihajajo iz tujine. Zavedamo se seveda, da gre za vprašanje nacionalne varnosti in zaradi tega smo tudi pospešili te naše razmišljanja. In kar pa bomo pripravili je model ali pa več modelov za odločevalce, zato da umestimo to skupino nekako sistemsko v sistem državne uprave. Seveda sodelujemo že zdaj tako z EU in NATO na tem področju. Novost pa bo seveda ta slovenska struktura, ki jo bomo nekako predstavili odločevalcem, je potem umeščena. Mogoče informacija, da naše načela bo seveda delovali bomo po načelu odpornosti celotne družbe, tako da smo ukvarjali tudi seveda s vprašanji osveščanja, medijske pismenosti, izobraževanj, tako državne uprave kot drugih, sodelovanja z mediji in tako naprej. Tako da se mogoče ta informacija z moje strani. Bo pa seveda mogoče to izključevalo tako analitike, podatkovne analitike, kot seveda tudi strateške komunikatorje. Mogoče pa samo kratke komentarja. Najprej gospe komisarki, veseli me, da se boste tudi že kot državljan, lahko to povem, in seveda nekdo, ki se ukvarja s komuniciranjem, da se pogovarjate z platformami glede umestitve drugih jezikov. Lahko jaz vedno rečem, da pravzaprav problem, ki ga imamo pri dezinformaciji in sovražnem govoru, je to, da enostavno Twitter, Facebook in ostali ne govorijo slovensko. In tu je potem problem, ki nastane pri tem, da se umaknejo takšne vsebine iz teh platform. In čisto zadnje, me tudi veseli, da je gospod veleposlanik tudi pravzaprav opazil to našo dezinformacijsko kampanjo, s katero smo se mi sami tudi nekaj naučili, mi strateški komunikatorji, in iz tega pravzaprav gradimo sedaj ta nov model, kako se bomo pravzaprav borili proti dezinformacijam. Ja, hvala lepa. Samo še za zaključno besedo vas bom prosila, pa vas, gospa komisarka, v kontekstu vprašanja še, ki smo ga dobili, in sicer Slovenija fell on... Slovenija je po indeksu svobode medijev padla na 54. mesto. Videli smo veliko političnega pritiska. Kako gledate na položaj medijev tu v Sloveniji? Kako gledate na nacionalno televizijo RTV Slovenija, kjer novinarji poročajo, da so pod pritiskom?
Rada bi povedala 3 stvari. Kot prvo, zelo vesela sem, da se je razrešilo vprašanje Slovenske tiskovne agencije. Ko je Slovenska tiskovna agencija se morala poslužiti množičnega financiranja, tu moram reči, da ni bil njen najsvetlejši trenutek, zato se mi zdi zelo pomembno, da se je zagotovilo stabilno državno financiranje. Sicer pa tudi sama še čakam na odločitev Ustavnega sodišča glede položaja RTV-ja. Lahko pa povem, da je v vsaki državi vloga javnih medijev izjemno pomembna. V nekaterih državah vidimo, da to niti niso javni mediji, bolj državni mediji ali pa zasebni. Ne bom nikogar imenovala, ampak včasih to lahko tudi vpliva na položaj v državi. Sicer pa se bom danes pogovarjala z ministrico za kulturo glede položaja tiskanih medijev, lokalnih in regionalnih medijev, kajti prejela sem informacije o tem, da je njihov položaj zelo zahteven. Ne, da bi na kogarkoli pritiskala, bom samo vprašala, ali obstaja kak načrt, da bi jim pomagali. Menim, da je zelo pomembno, da se zaščiti medije, ampak pomembno je seveda tudi vprašanje finančnega pritiska na medije. Toliko let sem že v politiki, pa bi se še vedno lahko izboljšala. Pomagali javnemu mediju. V vlogi predsednice je vaš plan, ko gre za boj proti dezinformacijam, za svobodne medije, proti sovražnemu govoru, kakšen? Zdaj, kot predsednica seveda, glede na pooblastila, ki jih imam, se zelo zavedam, da je moje glavno in največje pooblastilo moč besede. Jaz se bom vedno oglašala, ko bo to potrebno. Zdaj, kar se tiče javne radiotelevizije, samo en rezime, da navežem na dezinformacije. Zelo, zelo težko pristajam na to, da se tudi na nacionalni televiziji želi delati nek nov balonček. Ko ljudi dajemo v balončke, v te bable, v mehurčke, s tem omogočamo večjo disperzijo in lažjo dostopnost do dezinformacij. Prosim, v novinarstvu ne smemo govoriti o vaših in naših, levih in desnih, dajmo vsaj na nacionalni televiziji, pa bi si želela, da še kje drugje govoriti o profesionalnem novinarstvu. Če nekdo ni naš, še ne pomeni, da ni profesionalen novinar. In ideja, ki jo je imela nacionalna televizija narediti prvi in drugi program, enega levega, enega desnega, pa prosim, lepo prosim, ne. To je delal Raj v 70-ih letih z Raj Uno, Raj Due, to je bil eksperiment, ki ni bil dober. Ko bomo imeli, ne bomo imeli, ker bom naredila vse, da ne bomo imeli prvi program, ki bo lev, drugi, ki bo desen, ja, naredili smo 2 super mehurčka, balončka, a ne? Prvič, tja smo postavili novinarje, ki smo jih avtomatsko pobarvali, tudi če prej niso bili pobarvani, in ljudje bodo gledali kanal, ki jim bo politično bližje in bodo še bolj dovzetni za dezinformacije. In še zadnja misel, sprobajte ChatGPT. Jaz sem se 2 noči nazaj igrala s tem chatom in Bing, poglejte, nekako na umetno inteligenco polagam zelo, zelo veliko upanja tudi v boju z dezinformacijami. Ampak ChatGPT vam pri tem še ne bo pomagal. Zelo je še, rekla, je že malce aroganten, ampak je še vedno... Vprašala sem ga, kdo je Nataša Pirc Musar, in nazaj mi je odgovoril, da sem ministrica za pravosodje. Potem sem ga nazaj vprašal, are you sure that I'm Minister of Justice? Oh, no, sorry, you're not. In potem mi vrže ven moj CV. Skratka, take zelo zanimive razprave. Kolegica v pisarni je predsednica Vrhovnega sodišča, ko smo vprašali, kaj je ta oseba.
ne polagati zdaj še v tej fazi, bom rekla, veliko upanja na to, da bo ChatGPT ali pa Bing povedal vse. Lepo vas prosim, poslušajte podcast, mislim, da je Mirjam na New York Times. The Daily. Ko je ki se je ukvarjal in se je pogovarjal celo noč z Bingom, na koncu ugotovil, da ga ta chat bot v bistvu osvaja, my name is Sydney, jaz sem v vas zaljubljen, pa mu ta nazaj odgovori, pa oprostite, jaz sem poročen, mu bot nazaj odgovori, ampak vi niste srečen v zakonu. Tako malo strašljive stvari se v ozadju dogajajo. Bodite previdni, spremljajte tehnologije, uporabljajte jih, predvsem mediji, reverse image na Googlu, preverite fotografijo, ali je prava, ali je fake, ali je že z nekih drugih virov. Velika odgovornost, če enkrat poudarjam, je na vas, medijih. Seveda tudi na politike, ampak v politiki je igra druga. Vi imate drugačno odgovornost. Hvala lepa. Gospod ambasador Andrej Taran, vaša beseda je zadnja. And I'd like one more time. Še enkrat bi se vam rad zahvalil, ker ste tu. Ko vam pripovedujem, kako uspešen je naš boj proti dezinformacijam, moram povedati tudi to, da prva stvar, ki jo ruski vojaki naredijo, ko okupirajo vas ali mesto, je ta, da onemogočijo, da bi poslušali poročila, novice iz sveta. Vse medije, ki so posredovali mednarodne novice, ukinejo in onemogočijo, da bi jih spremljali. In takoj začnejo posredovati svoje novice, svoja poročila. Očitno je, da se resnično zelo bojijo resnice. Bojijo se naših prizadevanj, da bi razkrili dezinformacije in laži, ki jih želijo razširjati. To kaže na dejstvo, da smo v boju proti dezinformacijam uspešni. Vendar pa mora biti zelo jasno, tudi v prihodnje moramo nadaljevati s svojimi prizadevanji. Še naprej moramo iskati ustrezne načine, zakonite načine, da se borimo proti dezinformacijam. Ambasador, vam, gospa podpredsednica Vera Jourova in vam, gospa ministrica za pravosodje. Hvala lepa za udeležbo v tej razpravi in vse dobro naprej. Hvala lepa.